Lep pozdrav v imenu SID-a in tega našega novega kanala na SID-u SOS za podjetnike z temo Mega zakon in ukrepi. V svoji, da rečem, ne bližini, daljavi pozdravljam lepo Toneta z Finservisa in Aleša z odvetniške družbe FMMS, ki bosta danes skupaj z mano skušala bomo skušali vsi skupaj malo razložiti, v kakšni situaciji se trenutno nahajamo, predvsem z vidika sprejete zakonodaje, ki jo država sprejema časa, ko smo dobili v našo državo tudi odločbo o tem, da se nahajamo v epidemiji. Lepo pozdravljena, lepo pozdravljeni poslušalci, vabim vas, da postavljate vprašanja, na katere bomo skušali čim bolj konkretno odgovoriti. Kolikor ne bomo uspeli, bomo pa tudi v bodoče pisno odgovarjali na vaše vprašanja na naš mail naslov sos@sid.si. Uvodoma mogoče čisto tako vprašanje. Kakšnem okolju se zdaj sploh nahajamo? Kaj mogoče Aleš ti bolj z pravnega vidika? Kaj je zdaj to? Kakšno pravno okolje zdaj v katerem smo nahajamo tako podjetniki kot vsi državljani v Sloveniji? Kaj to pomeni višja sila? Kaj pomeni naravna nesreča, ki jo opredeljuje ta novi zakon? Za tako rekoč vso zakonodajo oziroma naše okolje, v katerem bivamo. In kako to vpliva na splošno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti, ne glede na to, kako je zakon sprejet, ta splošni okvir in temelje, v katerih se nahajamo. Hvala lepa za vabilo najprej. Zdaj pa kar direktno na odgovore. V Sloveniji je bila razglašena epidemija. S tem, ko je bila razglašena epidemija, je vlada dobila določena pooblastila, da sprejme ustrezne ukrepe za zajezitev te epidemije. Ukrepi so bili številni, različni sprejeti s posebnimi odloki, kjer so nam zdaj nazadnje omejili gibanje celo na območje občine, kot vam je znano. Zdaj, da se držimo vsebine današnjega webinarja, je vlada najprej sprejela nekaj odlokov, ki so bistveno vplivali na poslovanje družb, od zaprtja oziroma od prepovedi opravljanja določenih dejavnosti, ki so vodili v zaprtje določenih poslovnih prostorov ali pa poslovnih enot in tako naprej, od prilagoditve delovnih obveznosti, od dela na domu in tudi že raznih napotitev na čakanje delavcev na delo na domu in podobno. V okviru blažitev posledic teh ukrepov je potem vlada najprej predlagala sprejetje določenih ukrepov in sprejem določenih zakonov. In prvi sveženj dajmo temu reči, proti koronavirusne zakonodaje je bil sprejet v prejšnjem tednu in objavljen v Uradnem listu 28.3., torej v soboto. Ker gre za posebno nujno zakonodajo, je ta začela veljati takoj naslednji dan, in sicer v nedeljo 29.3. in je sedaj v veljavi. Gre za sveženj več zakonov, ki se nanašajo na področje plač in prispevkov, potem na določene posledice na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, potem v zvezi s sodnimi in ostalimi tudi davčnimi postopki, kjer je prišlo do določenih sprememb v poslovanju teh državnih organov, in pa posebej pomemben zakon je bil tudi sprejet glede odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ker so vsi ti sprejeti ukrepi vlade bistveno posegli v poslovanje podjetij, je bilo treba sprejeti določene ukrepe za blaženje te krize. Aleš, kaj, da nam naštevajo zakonodaje, kaj pomeni po tvoje sta ta razglasitev epidemije, kako vpliva na splošno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti? To, kar tudi podjetnike najbolj zanima.
ali morajo pogodbene obveznosti izpolnjevati ali ne. V tem trenutku je pogodbene obveznosti potrebno izpolnjevati, tako kot določajo pogodbe, razen seveda, če se lahko ta epidemija in vsi sprejeti ukrepi, se pravi odloki vlade in zakon, opredelijo kot oblika višje sile. Moje mnenje je, da v konkretnem primeru bi šlo za višjo silo, ker pravna teorija in praksa in tudi zakonodaja jo opredeljuje kot nek nepričakovan zunanji dogodek, ki bistveno vpliva na sposobnost ene ali druge pogodbene stranke ali pa dveh pogodbenih strank, da izpolnita pogodbene obveznosti. Zdaj, kako ravnati v tem trenutni situaciji oziroma ko smo soočeni s tem, da recimo na naši strani ne moremo izpolniti določene obveznosti. Najbolj smotrno bi bilo seveda kontaktirati svojega pogodbenega partnerja, se z njim pogovoriti in ugotoviti, na kakšen način lahko oba skupaj to pogodbeno razmerje ali izpolnita pod drugimi pogoji, dogovorita, se slišimo? Izpolnita pod drugimi pogoji ali ga recimo tudi začasno odložita. Vkolikor obstaja pogodbena volja, se ta razmerje da izjemno enostavno urediti. Vkolikor pa pogodbene volje recimo na eni strani ni, potem je pa potrebno sprejeti določene ukrepe, kjer pa, bom rekel, v tej trenutni situaciji svetujem predvsem, da se obvesti nasprotno pogodbeno stranko, da se pogodbenih obveznosti ne da izpolnjevati. Potem pa... Mogoče samo še enkrat, ker se nam pridružujejo v webinarju, še enkrat lepo pozdravljeni na SIT, SOS za podjetnike. Danes imamo temo mega zakon in ukrepi. Z nami sta Tone Dolenšek z Finservisa, strokovnjak za finančno-računovodsko področje, in Aleš Melihan z odvetniške pisarne FMMS. Lepo pozdravljeni, še enkrat si skupaj. Načeli smo temo, kje se nahajamo v tem trenutku sploh, Zdaj pa Tone, tebi dala besedo čisto konkretno na izhodiščno pravno mnenje Aleša, konkretno vprašanje od ene od podjetnic. Pravi, dobili smo že par obvestil naših strank, da nam računov do nadaljnjega ne bodo plačevali. Storitve jim bomo še naprej zagotavljali, vendar je moje vprašanje, ali sploh izdati račun, saj bom dolžna plačati DDV, ki ga ne bom prijela, ali počakati, ko nas obvestijo, da bodo ponovno začeli plačevati in takrat izdati račune za nazaj in poravnati tudi zamudne obresti DDV-ja. Tone. Ja, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. S temi vprašanji se mi zdaj podobnimi srečujemo vsak dan, ko nas ogromno podjetnikov kliče in sprašuje, kaj narediti. Saj se nahajamo v neki situaciji, ki je večini podjetnikov nepoznana. Saj se do zdaj v njej nismo znašli. Konkretno vprašanje je tako, ta epidemija in razglasitev teh razmer ne pomeni oziroma ne omejuje, ne dovoljuje podjetnikom opustitev nobenih drugih obveznosti kot tistih, ki jih ukrepi prinašajo. To pomeni, da zakon o DDV, kar gospa sprašuje, govori o tem, da je treba izdati račun po opravljeni storitvi, najkasneje na zadnji dan od davčnega obdobja, kar pomeni, da mora račun izdati, mora obračunati DDV. Velika verjetnost je seveda, da v tem obdobju plačila ne bo prejela v roku, DDV pa morala plačati, zato je pa ukrep vlade, ki je že sprejet in bo tudi vnaprej omogočil možnost za zaprositev odloga plačila DDV. Po sprejetih ukrepih bomo lahko odlagali plačilo, zaprosili za odlog plačila DDV-ja in akontaciji davka dohodkov pravnih oseb, ne bo pa možno zaprositi za odloga plačila prispevkov iz pokojninskih socialnih zavarovanj. Razen v delih, kjer zdaj zakon za ta 2 meseca, kot predvideva, ureja drugače.
Pa to že velja, zato ker zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju že uveljavi, od včerajšnjega dne dalje. Ja, tako. Od včeraj že lahko pri FURS-u zavezanci zaprosijo, je objavljen tudi poseben obrazec na e-davkih, lahko zaprosijo za odlog plačila davkov, tam bo treba navesti pač nekaj razlogov, izpolniti neke pogoje. Verjamem pa, da tudi namen zakonodajalca je ta, da bo posebej za podjetja, katerim so bila z odlokom onemogočena opravljanje dejavnosti, da bo pri te odloge po mojem oceni relativno redno dovoljeval. Za tiste, ki pa še relativno poslujejo oziroma nimajo zaprte dejavnosti, bo pa verjetno davčni organ malce bolj preveril pogoje za odlog. Ok, super. Zdaj, Aleš, če se vrnem k tebi, se pravi, splošno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti versus višja sila. Če sem te prav razumela tam nekje med vrsticami, se lahko tudi na višjo silo sklicuješ. Konkretno vprašanje spet, ali sem dolžan plačevati najemnino, če mi je država z odlokom prepovedala opravljanje dejavnosti, ne vem, zaprla mi je lokal, gostilno. Ali sem dolžan najemodajalcu, zdajle, ko bom v aprilu dobil račun za marec, poravnati v celoti najemnino? Najemodajalec je ravno tako podjetnik, fizična oseba. Pogodba za najem poslovnega prostora je še vedno v veljavi in je najemnino v celoti potrebno plačati. Se pa seveda, tako kot sem prej omenil, je mogoče sklicevati na višjo silo, se pravi na zunanji nepredviden, nepričakovan dogodek na strani najemnika, kateremu je bilo preprečeno opravljanje dejavnosti z odlokom vlade. Da gre za takšne spremenjene okoliščine, v katerih ta najemnik najemne pogodbe seveda ne bi sklenil, če bi za to vedel. Zdaj, če je na drugi strani najemodajalec, ki je pripravljen poslušati to situacijo, te okoliščine, potem se lahko dokaj hitro dogovorita na kakršenkoli možen način. Tukaj je svoboda poslovnega urejanja še vedno popolnoma v veljavi. Do problemov pride, če na nasprotni strani stoji najemodajalec, ki seveda stoji na stališču, da on še vedno omogoča najem poslovnega prostora pod enakimi pogoji, kot ga je omogočal vse do tedaj in se pogodba z njegove strani v celoti izpolnjuje, da pa gre za okoliščine na strani najemnika, da pač ta ne more opravljati dejavnosti. V takšnem primeru pa recimo bi lahko napovedal najemnik, da bo začasno prenehal plačevati najemnino, seveda pod rizikom, da bo najemodajalec od njega to plačilo najemnine zahteval. Zdaj, če ste kaj spremljali zadnje novice iz tujine, je Adidas pred kratkim napovedal v Nemčiji, da bo prenehal plačevati najemnino vsem velikim najemodajalcem za svoje poslovne prostore, se pravi za velike trgovine. Naletel je na veliko ogorčenje javnosti in tudi oblasti v Nemčiji, tako da je zdaj spremenil to izjavo, da bo prenehal plačevati samo velikim, dobro stoječim zavarovalnicam in nepremičninskim subjektom, tem malim najemnikom bo pa še vedno naprej plačeval najemnino. Kljub temu, da je bilo z odlokom vlade odrejeno, da se najemna razmerja ohranijo in da je najemnino treba plačevati. Situacija je dokaj nedoločena. Vajine tudi odgovora, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je še vedno naša obveza, v spremenjenih okoliščinah višje sile, tako nekako. Tako je. Pa če gremo mogoče nazaj iz teh splošnih pogojev in okolja, v katerem živimo, pa res na to zakonodajo, s katero so nas zasuli. Skratka, en del sklop zakonodaje je že v veljavi, od včeraj dalje. En del je vlada predvideva, da bo sprejeto ta zakon in tudi
ne vemo zdaj kako z uradnim listom, po hitrem postopku, mogoče že veljavi do konca tedna. Tako da veliko in največ vprašanj in neznank je ravno na tem področju, kar se tiče nadomestila plač, prispevkov, na kakšen način se bo temeljni dohodek obračunaval in komu in pod kakšnimi pogoji, čisto tehnično, operativno. Vseh odgovorov zagotovo danes na tem SOS-u za podjetnike nimamo, zato ker tudi ni nobene prakse in tudi zakon še ni veljaven in sprejet. Bomo pa skušali nekaj, vsaj usmeritev iz tega zakona povzeti. Vas še enkrat prosimo, da podate vprašanja tudi kasneje, ko bo zakon veljaven, na naš sos.sid.si-mail, kjer bomo skušali pomagati vam podjetnikom pri tolmačenju vsega tega, kar je bilo sprejeto. Ne glede na to, bi pa mogoče kot izhodišče vaju izvala ob vsej tej zakonodaji, ki se sprejema, ali se nam sploh kje mudi podjetnikom, ali bomo karkoli zamudili, ali so zdaj kakšni roki, ker moramo danes, jutri narediti, da lahko v miru počakamo, da bo ta zakon z vsemi amandmaji do konca tedna sprejet in bomo potem v miru s strokovnjaki predelali to materijo, ali bomo zdaj karkoli zamudili, kaj je vajino mnenje. Tako zelo čisto nasplošno, ne smo konkretno. Tone, kaj je zdaj s temi 8 dnevi prijave na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje? Kje rok velja? Od danes dalje? Čakamo nov zakon? Kaj je tvoje mnenje? Moje mnenje je, da najprej podjetniki ne hitijo z nekimi ukrepi, za katere niso prepričani, da imajo smisel. Pokazalo se je to, bi rekel, histerično zapiranje SP-jev iz strahu, da bodo morali plačati prispevke in zdaj je velika možnost in verjetnost, da bodo ostali brez temeljnega dodatka, ker so bili prehitri. Kar se tiče rokov, zdaj in roke prijave za čakanje na delo, če me sprašuješ o tem, za Zavod za poslovanje. Zavod za zaposlovanje je šele odprl spletno stran in še ne omogoča teh prijav, se pravi, tudi državni organi morajo vzpostaviti sisteme za to, da bo tako velika masa teh upravičencev to lahko izvedla. Predlog zakona, ki ga imamo zdaj na mizi, govori o tem, da bo treba v roku 8 dni od uveljavitve zakona obvestiti Zavod za zaposlovanje, torej obvestiti zavod, kateri delavci bodo na čakanju. In tudi predvideva v nadaljevanju, da kolikor bomo delavca začasno poklicali nazaj na delo, bomo tudi o tem morali obveščati Zavod za poslovanje. To bo potekalo, treba si bo urediti pooblastila, to opozarjam podjetnike, da lahko že naredijo. Pri zavodu se lahko že registrirajo, ker morajo elektronsko dostopati do portala, ker bodo te podatke vlagali, to lahko pripravijo. Kar se pa tiče nujnosti obveščanja, pa je zaenkrat predvideno v roku 8 dni od uveljavitve zakona. Ok, odlično. Pa bi mogoče šla na, Aleš, imaš še ti, ki Jaz bi samo dodal, kar se tega roka 8 dni tiče od uveljavitve zakona. Trenutno veljavni zakon določa, da je treba obvestiti zavod v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje. Teh 8 dni od uveljavitve zakona velja samo v tistih primerih in za tista podjetja, ki so delavce do zdaj že napotila na čakanje na delo na domu. Če tega še niso storila, pa bodo to storila v naslednjih dneh, glede na vsebino samega zakona in pravice, ki jim zdaj gredo, morajo to storiti v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje na delo na domu. Ok, super. Skratka, v principu se nam ne mudi, ne bomo nekih administrativnih rokov ne zamujamo, ok, likvidnost je pa druga zadeva, jo mi trije ne bomo žal rešili, podjetnikov. Nekaj tudi, s temi zakonodajami, sem kljub samo, mogoče prehitro pomeni zdaj prej, da kaj narobe naredimo, če sem tako prav razumela in povzamem. Zdaj pa mogoče šla k parim konkretnim vprašanjem, ki se tičejo tega zakona, ki ga vlada sprejela in še ni v veljavi, predvsem teme nadomestila, prispevki, in bom kar 2 vprašanja združila. 2 podjetnici sprašujeta na temo, komu se zdaj ta krizni dodatek izplača, se pravi konkretno,
Imamo eno zaposleno, ki dela od doma, zaposlena je 12 ur na teden, ena pa hodi na delovno mesto polni delovni čas, komu smo zdaj dolžni plačati krizni dodatek obema, ali samo prvi oziroma drugi. V nadaljevanju pa še ena podjetnica sprašuje, se pravi, ali je treba plačati dodatek tem, ki delajo v izrednih razmerah, se pravi podobno kot tale, ki dela 12 ur, oziroma če so izredne razmere, ali vsem, ki delajo. Tone, kaj je tvoje mnenje? Tako kot jaz razumem, zdaj predlog zakona gre za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo. Torej, ne glede na to, ali delajo doma, ali delajo v pisarni, in bo država tem delodajalcem oprostila plačilo pokojninskih prispevkov delavca in delodajalca. To sta dva prispevka, eden v višini 15,50% in drug 8,85%. In to za mesece april in maj. Seveda pa zraven nalaga delodajalcu, da izplača delavcu krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo neobdavčen, torej bo neto. In kot jaz razumem, bodo to prejeli vsi delavci, ki bodo delali, ne glede na to, ali delajo od doma, ali delajo v pisarni, ali delajo v kriznih razmerah, se pravi bolj zahtevnih, ne vem, imajo več stranka z ljudmi, trgovke, naprimer, in tako naprej, ali pa nekdo, ki dela v pisarni. To s tem ni pogojeno, gre samo za to, da bo delodajalec na eni strani manj plačal pokojninskih prispevkov in bo dal delavcu za to teh 200 evrov kriznega dodatka. Jaz, čeprav razumem, imamo v osnovi 3 kategorije delavcev zdaj. Eni so, ki delajo na polno, ali to od doma, ali je v kriznih razmerah nadure, ne vem kaj. Ta drugi delavec, ki je na čakanju, kategorija, ta tretja pa v karanteni. Tako jaz v osnovi vidim, da zakonodajalec loči 3 skupine, ali jaz se motim? Se strinjam s tabo, pri čemer bi jaz izpostavil še eno, in sicer skupina delavcev, ki dela normalno na svojem delovnem mestu. Jaz rekel, so ti prvi, ne? Ja, imamo ene, ki delajo na svojem delovnem mestu, imamo ene, ki delajo od doma, na domu, kjer je vse malo drugačna situacija. Ene imamo, ki so na čakanju, in ene imamo, ki so v karanteni, kjer je pa ureditev povsem. In kaj je pa tvoja razlika med temi, ki delajo na delovnem mestu, in temu, ki delajo doma? Razlika med delavci samimi ni tako pomembna, kot je v pravicah podjetij pri uveljavljanju določenih ugodnosti, če gre za delavca, ki lahko opravlja delo na domu, ali pa če gre za situacijo, ko delodajalec ne more zagotoviti dela na domu. Recimo, če gre za nek proizvodni obrat, kjer delavci ne morejo delati na domu, potem je delodajalec podjetje uvrščeno v eno kategorijo, če pa gre za podjetje, ki lahko odredi delavcu, recimo meni kot pisarniškemu delavcu, da delam od doma, je pa potem situacija malce drugačna. Bi pa še enkrat opozoril, zaenkrat govorimo o predlogu zakona, ki še ni sprejet. Ja, krizni dodatek namesto plačila prispevka, kot predlaga vlada, ni pa še šele predlog. Ja. Zdaj, mogoče kljub vsemu, ta duh tega zakona bo ohranjen, ne glede na število in kakšni bodo amandmaji. Država želi nadomestila zagotoviti vsem podjetjem, ki pač delajo. To nekomu zdaj, ker ta predlog zakona do določene mere širi obseg delodajalcev, zdaj govorim o delodajalcu, ne več o gospodarskem subjektu, in tudi postavlja neke kriterije. Lahko to na kratko samo. Najprej je treba vedeti, da je tudi za državo ta kriza in globina te krize bila v bistvu presenečenje. Zato je vlada najprej sprejela en paket ukrepov, ki so prinesli nek nabor. V času sprejemanja se je pokazalo, da je zadeva veliko bolj problematična in da ta nabor ukrepov ne bo naslavljal dovolj in pravih in vseh prizadetih. Zato je zdaj se to razširilo na ta drug paket, ki tudi po moje ne naslavlja še vsega
in je zelo zahteven in je vlada v zelo kratkem času morala pripraviti dokument, ki je po mojem še precej luknjast in ima še veliko nekih nedorečenosti in mi, ki se zdaj dnevno srečujemo z vprašanjem podjetnikov in ne znamo dati odgovorov, ker jih zakon oziroma predlog ne odgovarja na njih in verjamem, da bodo do trenutka, ko bo ta zadeva romala v državni zbor ali pa celo v državnem zboru še izboljšana. Zdaj ti ukrepi, ki so zdaj predlagani, naslavljajo seveda širšo skupino, lahko jih razdelimo nekako na naslednje kategorije. Ena je v osnovi povračilo nadomestila za čas čakanja na delo. Ta je namenjen vsem tistim, ki so delavce morali zaradi odlokov ali pa zaradi samega poslovnega procesa ali pa zaradi tega, ker nimajo dela, poslati domov na čakanje za odločbami. O tem se lahko pogovarjamo, kakšni so pogoji, kdo je do tega upravičen po tem predlogu, kdo ne bo mogel uveljavljati. Tukaj je veliko vprašanj o tem, ali bodo tisti, ki so zamujali za en dan z izplačilom plač, naprimer, sploh upravičeni do tega ne bodo. Pod kakšni pogoji bodo morali celo delodajalci mogoče ta nadomestila vračati in tako naprej. To je en sklop. Drugi sklop smo omenili že malce prej, oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko zavarovanje delavcem, ki delajo. Te smo govorili, te so zelo enostavni, 2 prispevka manj in dodatek za krizni dodatek 200 evrov. Potem imamo pa to kategorijo samozaposlenih, o kateri je bilo v zadnjem času tudi veliko govora, ki se jim zdaj dodaja temeljni mesečni dodatek za to, ker določeni samozaposleni nimajo virov za preživljanje oziroma nimajo prihodkov ali pa ne dovolj. In pa v principu plačilo odpis ali pa plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ostali prispevki za te samozaposlene. To je tisto, kar je zdaj v tem zadnjem predlogu, kar se nagovarja. Zdaj bi lahko pa mogoče, če bo zanimivo, tudi kakšnega od teh pogledali več pogojev. Vidim, da slušatelje, naše podjetnike zelo zanima tale krizni dodatek, oziroma vznemirja. Imamo spet par vprašanj na to temo, še enkrat, da poudarimo. Anja sprašuje, ali je krizni dodatek nujen pogoj za oprostitev plačevanja pokojninskih prispevkov, kot zdaj predvideva ta zakon, ki še ne veljavi? Torej, ali je delodajalec oproščen plačevanja pokojninskih prispevkov samo pod pogojem, če vsem zaposlenim, ki delajo, plača krizni dodatek? Iz predloga zakona izhaja, da je zakonodajalec predvidel oprostitev plačila in plačilo kriznega dodatka. Se pravi, tukaj ni zdaj opcije, da se delodajalec sam odloča, ali bo uveljavljal oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in s tem tudi obveznost plačila tega kriznega dodatka. Te prispevki se bodo oprostili, oziroma plačilo teh prispevkov se bo oprostilo za mesec april in maj, in vsakemu zaposlenemu se bo izplačal ta krizni dodatek. Kot jaz razumem predlagatelja zakona, je namen v tem, da se pač pokojninski blagajni odrečejo določena sredstva z namenom, da se ta sredstva preusmerijo neposredno delavcem. Gre kot za nek socialni transfer, saj jaz ta predlog kriznega dodatka tako razumem. Se pravi, delodajalec ne bo imel opcije izbirati in špekulirati, kaj se mu, bom rekel, bolj splača, ali odpovedati obveznosti iz naslova prispevkov in s tem se izogniti plačilu kriznega dodatka. Jaz bi tukaj dodal, če lahko nekaj, se strinjam v celoti z Alešem, gre pa za to, da morajo delodajalci razumeti, da nekaj bodo vsem prihranili. Saj tisti z malo večjim plačam. Če pogledate recimo bruto plačo, 1000 evrov, potem bo delodajalec izplačal 200 evrov kriznega dodatka, prihranil bo pa že na prispevkih približno, zdaj na prst računam 50 evrov. Če so te plače večje, bo pa prihranek delodajalca toliko večji. On bo vedno plačal 200 evrov kriznega dodatka, prispevki pa znašajo tudi več. Mogoče tukaj ni odveč za omeniti, da zakon predvideva tudi kapico. Se pravi, tisti, ki imajo plačo višjo kot 3-kratnik minimalca, mislim, da je tudi tam nekih, to ne popravim, 2800 evrov,
pa ne dobijo kriznega dodatka. Se pravi, res je socialna korektura za socialno pomoč tem, ki delajo v teh kriznih časih. Tako je. Predlog zakona predvideva, da se izplača krizni dodatek samo delavcem, ki imajo plačo nižjo od 3-kratnika minimalne plače. Ja, in to ne točno, se pravi, podjetja, ki imajo visoko kvalificiran kader, bo zagotovo profitirali skozi to, ker bodo oproščeni. Nekaj prihranka bo. Kriznega dodatka pa ne bodo plačala. Tam nekje izračuni so bili tudi v medijih narejeni, da če to velja, bo pač tako. Ja, pa tudi razlika do maksimalnega zneska bo še vsem prihranek. Tudi če bo izplačal krizni dodatek, bo neki prihranka. Je pa tako, kot je Aleš povedal, ni namen tukaj zdaj očitno bil samo to, da delodajalec prihrani plačilo teh prispevkov, ampak da gre za neke vrste socialni transfer, pomoč delavci. Delavci bodo dobili več. 200 evrov bo imel večjo plačo in to je bil namen očitno zakonodajalca. Še vedno pri kriznem dodatku še eno vprašanje, to temo pa se bomo premaknili naprej. Kaj po vajinem mnenju se zgodi, če nekdo v določenem mesecu, ko bi bil sicer prejemnik kriznega dodatka, gre za en teden na dopust oziroma bolniško? Se pravi, da pač ni prisoten na delovnem mestu. Iz razloga dopusta bolniške, ne zaradi karantene ali pa čakanja. Mogoče bi jaz odgovoril, ker gre za bom rekel, pravico iz delovnega razmerja, redno pravico iz delovnega razmerja, kot v nekem normalnem času. Jaz mislim, da dopust ali bolniška ne vpliva na te obveznosti delodajalca in hkrati na pravico delavca, da pridobi ta krizni dodatek. Okay. A je še kakšno na to temo krizni dodatek očitno ljudi precej vznemirja. Dajmo počakati res tudi, kaj bo dejansko v čistopisu sprejetega zakona. Še enkrat pozivam vse podjetnike, podjetnice, da preko SIS, SOS maila postavljajo vprašanja, na katere vam bomo skupaj z Alešem, Tonetom in tudi drugimi strokovnjaki skušali čim bolj korektno odgovoriti. Mira, jaz bi mogoče izkoristil to priložnost, pa bi še Aleša tudi povprašal, ker ko sem prebiral zakon, v enih delih bil skeptičen okrog tega, ali določene stvari, pa mislim, da bo to zanimalo vse, veljajo, katere stvari bodo veljale že za marec, če sploh, in katere samo za april in maj. Namreč zakon, vsaj ta predlog je zdaj napisan, v večini primerov govori samo o aprilu in maju, razen v delu, ki se nanaša na dodatek za samozaposlene, se pravi mesečni temeljni dodatek, ki ne bi bil v polovičnem znesku izplačan tudi že za marec mesec, in pa pri plačilu prispevkov za samozaposlene je nekje v enem členu omenjen marec mesec. Vse ostalo pa se nanaša vse samo za april. In je prav, da mogoče razčistimo to, ali in v katerem delu bodo delodajalci upravičeni pomoči za marec. Tukaj bi tudi Aleša mogoče za mnenje vprašal. Ja, jaz bi šel korak nazaj od tega vprašanja, in sicer trenutno smo v situaciji, ko je prvi sveženj koronavirusnih ukrepov že v veljavi in drugi sveženj je v parlamentarni proceduri in se predvideva njegovo sprejetje nekje do konca tega tedna. V prvem svežnju je bilo, bom rekel, trenutno veljavni zakon oziroma skupek zakonov nikjer ne določa, da bi se kakršnikoli ukrepi nanašali že tudi na mesec marec od trenutka, ko je bila razglašena epidemija. Zakonodaja je stopila v veljavo včeraj oziroma v nedeljo in se nanaša zgolj na obdobje po sprejetju tega zakona. Šele drugi sveženj je začel omenjati to, kar si ti, Tone, že izpostavil, da v določenih delih se, ali pa v določenih zelo omejenih delih se predlog nove ureditve nanaša tudi deloma na marec. In izključno v teh delih bo potencialno tudi ob sprejetju takega predloga, kot je
v trenutni situaciji ta zakonodaja veljala za nazaj. Je pa vlada v javnih nastopih večkrat poudarjala, da bodo določene pravice mogoče uveljavljati tudi za nazaj za mesec marec od začetka veljavnosti epidemije. Bom rekel, kar jaz berem ta zakon, je ta učinek za nazaj izjemno omejen. V glavnem se nanaša na april in maj in ureja zadeve v bistvu v tem največ dvomesečnem obdobju z nekimi možnostmi podaljševanja stanja. Tako da se popolnoma strinjam s tabo, Tone, da se nanaša za naprej. To se mi je zdelo pomembno zato, da bomo vsi vedeli, ker mislim, da so na terenu, v gospodarstvu velika pričakovanja že za marec. Veliko podjetnikov pričakuje, sploh name kot na računovodski servis se naslavlja veliko vprašanj, a bomo dobili že kakšno pomoč že za marec, kako bomo izplačali v aprilu marčevske plače. Žal in moramo povedati, da v tem trenutku ni nobenega zagotovila, da bo pomoč oziroma ni predvideno pomoči za mesec marec, ki bi jo celo prijeli v aprilu. In iz tega mogoče tudi kasneje se dotaknemo vprašanja likvidnosti. Mnoga podjetja, sploh tiste, ki so jim bila z odlokom ustavljena opravljanje dejavnosti, nimajo več prihodkov. Kako bodo izplačali plače za mesec marec v aprilu? In tukaj mogoče kakšno stvar še tudi rečemo. Res, obljubim zadnjo vprašanje na temo kriznega dodatka, sicer pa prosim slušatelje, da kar postavljajo vprašanja, na vsa bomo odgovorili, da ne bomo celega časa porabili na krizni dodatek. Kaj je z ljudmi, ki so odpovedi? Dobijo krizni dodatek ali ne? Moje ja, ne? Kako? Odpoved. Ki je v odpovednem roku? Je že v odpovednem. Jaz mislim, da dobijo, saj glede na ta predlog, dobijo krizni dodatek tudi ti delavci, zato ker ga je treba izplačati, kot jaz razberem, pri prvi naslednji plači, potem, ko bo predlog sprejet. Ker tudi za te delavce, delodajalce ne bo potrebno plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ok, hvala. Tone, da si omenil likvidnost. Mene pa čisto konkretno zanima, kako boš pa ti obračunal firmam plače za mesec marec? Jaz se bom obračunal z lahkoto, bo vprašanje, kako bojo firme izplačale. Pa tudi obračun, izplačilo itak, to ne bi zdaj kakšne zelo temačne vode šli, ampak že obračun, kaj boš naredil? Zdaj boš po unem prvem zakonu? Ne, za mesec marec seveda bomo pri obračunu plač jaz ne vidim za mesec marec nekih posebnih izzivov. Tisti, ki so na čakanju, bojo dobili plačilne liste z obračunom dela na čakanju, 80% njihovega dohodka. Če bo zakon kakorkoli predvideval, da bo to lahko delodajalec refundiral na nek način, bomo to kasneje naredili, ampak pri samem obračunu plač pa tukaj ni nekih posebnih izzivov. Za tiste, ki so pa na delu in delajo, je pa tako in tako relativno normalno. Ja. Ok, pa mogoče predlagam, da gremo vse naprej na temo, ki je pa malo bolj oprijemljiva, to je pa zakon o intervencijskih ukrepih na javnofinančnem področju, ki govori predvsem o davkih, in zelo konkretno vprašanje, danes je 31. konec meseca, ta zakon je prišel v veljavo včeraj, v soboto, Aleš, je veljaven. Od nedelje dalje. Kako je z odlogom plačila DDV-ja za marec, Tone? Obstaja in je na spletni strani Fursa na e-davkih že omogočeno zaprositi za odlog. Po zakonu mislim, da ima Furs rok 8 dni, da odloči o temu, ali bo ugodil temu odlogu ali ne. Seveda se prakse še niso izoblikovale, ker smo mi prve vloge začeli na Fursu vlagati včeraj oziroma danes jih bo največ, ko gre za rok za plačilo DDV-ja. Tako da vam seveda ne znam povedati, kako se bo Furs v teh primerih odločal. Moje mnenje je, da pa predvsem za tiste dejavnosti, kjer so z odlokom bile sredi marca ustavljene, da bodo odlogi
odobreni, za ostale dejavnosti pa po mojem bo FURS zahteval kakšno dokazilo več. Kaj bo FURS ima že nek obrazec za te odloge, plačila davka, ne? Mogoče te okvire, če ponovimo, koliko časa bo trajal odlog, kaj bo vmes z obrestovanjem, pa kakšne dokazila boš moral FURS-u predložiti, čisto da okvirimo ta že sprejeti in veljaven zakon, ki tudi pomaga za rešitev likvidnosti trenutno podjetnikov in temu namenjen. Aleš, mogoče ti? Ja, mogoče jaz odgovorim. Odlog je predviden za 2 leti, oziroma za največ 24-mesečnih obrokov. Zdaj v vmesnem času se te obveznosti ne bodo obrestevale. Zdaj se pa strinjam s Tonetom, da je največja verjetnost odobritve za tista podjetja, kjer je bilo z odlokom prepovedano opravljanje dejavnosti. Zdaj, kar se tiče stanja oziroma pač bodočih obveznosti, ne, zdaj zakon predvideva, da je možen odlog zgolj za 2 leti, zdaj kako bo davčna oziroma finančna uprava razlagala, ali bodo začeli odlagati recimo samo za 1 leto ali za 24 mesecev, ali bo striktno za 24 mesecev, tega se pa ne da napovedati. Iz obrazca izhaja, da je predviden odlog za 24 mesecev oziroma za 2 leti in da se bo potem obročno to poplačevalo. Zdaj, ali bodo tudi kakšne krajše roke dajali, to pa ne vem. Mira, tukaj okrog tega obrazca, kakor sem jaz seznanjen, je tam že v osnovi lahko davčni zavezanec izbere tudi alternativo, kar se tiče odloga obveznosti, torej seveda maksimalno je 24, davčni organ pa že v obrazcu pravi, kakšna je pa tvoja druga alternativa ponujena možnost za plačilo davkov, koliko ta prva ne bo sprejeta. Tako da mi nekje že zdaj špekuliramo in seveda poskušamo najprej odložiti na 24 mesecev in recimo v drugem nekem podrejenem predlogu pa probamo dati na recimo 12 mesecev. Ja. Mi v našem servisu še niti ene rešitve nismo seveda dobili od FURS-a. Mogoče, kar ta zakon predvideva, pa nesporno pač podaljšan rok za vsa poročila, do meseca maja za oddajo letnih poročil oziroma zaključnih računov na AJPES, davčna zakonodaja tudi, to ne mogoče okrog teh rokov, to pa je nesporno. Mislim, da... Ja, zakon je podaljšal roke za pripravo zaključnih letnih poročil finančnih 31. maja, hkrati je to tudi nov datum za predložitev davka od dohodka pravnih oseb. Tukaj bi zdaj nek praktičen nasvet mogoče dal, tisti, ki so mogoče imeli lani izgubo in terjajo neke refundacije od davka od dohodka nazaj, ne ga vložijo prej. Seveda zato, ker jim bo FURS prej vrnil denar. Torej, ni treba čakati, da vložijo to za 31. maj. Tisti, ki pa imajo obveznost za doplačilo davka, je pa seveda smiselno, da se ta obrazec vloži zadnji dan, ker od dneva predložitve je rok za plačilo tega davka za leto 2019 30 dni. In če bi zdaj prehitro vložil, bo prej rok za plačilo. Kar se pa tiče mogoče akontacij, za davko od dohodka, ki sledijo iz lanskoletnega obračuna, so pa predvidene oprostitve pa zamrznitve plačila teh akontacij za mesec april in maj. Mislim, da je v tem predlogu samo začasno, za čas veljave ukrepov odložena plačila tistih akontacij, ki zapadajo v tem obdobju. Super. Vprašanj na davke nimam, očitno to nobenega ne zanima. Kjecam se, ampak... Pa gremo na, da rečem, tretji sklop temo, to je pa malo bolj tema na finance, likvidnost banke, pa imam konkretno vprašanje. Zdaj, konec meseca marca podjetju zapade limit pri revolving kredit pri banki. Nima virov zaradi tega, ker so mu padli prihodki, pa nima ne zaradi odloka države, ampak zato, ker pač ima dejavnost, ki je neposredno vezana na to, da je ta epidemija tako vplivala, da so se
prihodki toliko zmanjšali, da kredita ni sposoben vrniti. Kaj narediti? Mogoče to ne, ti pa oba, no? Prvi sveženj proti koronavirusnih ukrepov je predvidel vložitev vloge banki za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, tako da takemu podjetniku absolutno svetujem, da to vlogo čim prej vložijo. Zdaj zakon malo različno predvideva vsebino te vloge glede na to, kako veliko podjetje je. Zdaj zelo enostavna je ta vloga, če gre za podjetje, ki je bilo obseženo z odlokom vlade o prepovedi opravljanja dejavnosti, se pravi, recimo, če gre za gostinski obrat ali pa za neko trgovino, ki mora biti zdaj zaprta, v takem primeru je ta vloga enostavna, ne. Zdaj, edino, kar bi jaz opozoril, je to, da vsaj, kolikor jaz berem ta zakon, ni odlog plačila kreditnih obveznosti nek avtomatizem. Se pravi, če dejansko obstaja finančna situacija, ki ne omogoča poplačila kredita, jaz verjamem, da bo banka tako vlogo odobrila in bodo plačila posameznih obrokov kredita odložena za 12 mesecev. Če pa recimo podjetje razpolaga z določenimi finančnimi sredstvi ali z nekim premoženjem, iz katerega bi lahko poplačala to, pa se jaz bojim, da tudi kakšna banka bo odločila, da te vloge za odobritev odloga plačila kredita za 12 mesecev ne bo odobrila. Se pravi, ne gre za nek avtomatizem, za absolutno pravico podjetja, da če zaprosi, bo odlog tudi odobren, ampak je to stvar potem odločitve banke. Banka in posojilojemalec po takem primeru skleneta poseben aneks, kjer dogovorita potem, na kakšen način se bodo te odložene obveznosti poplačevale v prihodnosti. Prav, nasvet je čim prej stopiti v stik z banko. Čim prej oddati vlogo, obrazložiti. Oddati vlogo in se tudi sklicovati na ta zakon, ki zahteva pač neko obrazložitev, zakaj je nastala ta situacija. Pa mislim, da če sem brala, tudi zahteva nek poslovni načrt, kako v tem obdobju odloga. Tako, bom rekel, zahteva določen poslovni načrt oziroma opis dejanske situacije in predvidevanja, kako bi lahko izboljšalo podjetje svoj finančni položaj v prihodnosti, pri čemer gre pa, zakon predvideva različne vsebine te vloge, glede na to, ali gre za velika podjetja, majhna podjetja. Tako da tukaj bi jaz svetoval, da si podrobno preberejo zakon, ker je zelo lepo našteto, kakšne obveznosti oziroma kakšno vsebino mora ta vloga obsegati. Oziroma bolj konkretna vprašanja tudi naslovijo na naš sos@sit.si. Zdaj, ta zakon, ki še ni v veljavi, je banke sicer krepko podprl s poroštvi, državnimi, ravno z namenom podpreti tele odloge plačevanja kreditojemalcem, če jaz prav razumem. Zdaj bom skočila nazaj, sicer na davke tonete, prosim, eno vprašanje imamo konkretno. Podjetnica sprašuje, ni bilo rečeno, da plačilo davka na dobiček, da se oprosti, a tega zdaj ni? Ne vem, na kater davek misel. Če misel na davek za leto 2019, na davek dohodka, ni oproščeno, ker če si dobiček lani naredil, moraš davek plačati, te oprostitve ne bo, lahko pa bo podjetnik zaprosil za odlog tudi tega davka na 24 mesecev. Ampak oprostitev v smislu, da mu ga pa ne bo treba plačati, tega pa ni predvideno. Razen, če govorimo o akontacijah, tukaj sem prej govoril. Vprašanje je, da oprostiti v smislu, da se prestavi na konec leta vključno z akontacijami 2020. Čeprav razumem, naj se te akontacije ne plačuje samo za ta 2 meseca, poračun za 2019 pa je treba plačati 30 dni od oddaje obračuna, ne? Ja, tako se je v medijih pojavljala informacija, da bodo akontacije za letošnje leto oproščene oziroma se ne bodo plačevale, ampak se bo plačal davek po končnem obračunu, vendar v tem predlogu, kot ga jaz razumem, gre za odlog oziroma za neplačilo samo dveh mesečnih akontacij. Kaj več ta predlog ne predvideva.
Mogoče bi še to rekla, ne, se pravi, pri bančnih kreditih in pri davkarjih gre zgolj za odloge, ne plačila, ne oprostitve. In razlika še v tem, ne, da davčni dolg ali pa pač ta odlog se ne obrestuje, ne. Če sem jaz prav prebrala zakon, pri bančnih kreditih je pa žal zdajle, če to ostalo v veljavi, zakon o javnofinančnih sredstvih amandmiran v smislu, da se pa kredit, ki je odložen, obrestuje po normalni obrestni meri. Da me prosim popravite oziroma potrdite, če sem prav to prebrala. Tvoje mnenje popolnoma drži. Pogodbene obveznosti iz kreditnih pogodb se dalje obrestujejo tako, kot je dogovorjeno v pogodbi. Zgolj plačevanje se odloži za 12 mesecev. Se pravi, vmesno 12-mesečno obdobje se obrestuje skladno s pogodbo, po pogodbeni obrestni meri. Davčne pa so brezobrestne, ne? To ne. Davčne pa, kot jaz razumem, so brezobrestne glede na veljavni zakon, zdaj razen, če ne bo kakšne spremembe v predlogu. To ne popravi me. Ne, imaš prav, za davke ni predvidenih obresti, seveda ne vemo, kaj se bo zgodilo, oziroma ne vemo, kaj se bo zgodilo. Za tiste, ki bodo recimo danes ne plačali DDV-ja, bodo vložili vlogo in bo ta vloga odbita, torej jim ne bo priznana. Torej za ta čas verjetno, ne vem, ali obresti bodo ali ne, ampak načeloma, če bo pa vloga odobrena, pa obresti ne bo. Mogoče samo še enkrat, kar se tiče odlogov, torej akontacij za ta 2 meseca ne bodo odloženih, ne bo treba sploh plačati. Oprostitev, ja, za 2 meseca. Za 2 meseca je oprostitev. Jaz mislim, da bo tudi naslednji ukrepi, glede na to, da se ta kriza verjetno ne bo kar tako zaustavila, da bojo kakšni naslednji ukrepi verjetno še kakšen dodatno odpustek teh akontacij prinesli. Sicer pa že zdaj lahko po trenutnem zakonu o davčnem postopku vlagamo prošnje oziroma vloge za zmanjšanje akontacij. Ta vloga je sicer malo bolj kompleksna, ker je treba prikazati projekcije in narediti simulacijo davčnega izračuna in poslovnih izkazov za leto 2020 in je treba imeti neke, bi rekel, malo bolj utemeljene razloge za zmanjšanje prihodkov, vendar mi smo to uspešno že v preteklih letih vlagali in te akontacije zmanjševali, tako da tudi če ta ukrep ne bo podaljšan, predlagam podjetnikom, da se s svojimi računovodci dogovorijo in vložijo vloge za zmanjšanje akontacij, ker predvidevam, da večina podjetij ne bo razpolagala s takimi prihodki letos, kot jih imela lani. In se ta odlog da doseči tudi brez teh ukrepov. Super. Pa bi šli pa mogoče na zaključno temo, ki pa še najmanj obdelana zakonodajno, pa v posledicah mogoče so najbolj pomembna, ampak v tem trenutku pa mislim, da bo zakonodaja na tem področju morala še kaj doreči. Imamo že eno konkretno vprašanje na to temo, mogoče Aleš zate, kako bo z izvršbami v obdobju uveljavitve novega zakona, ki je še v proceduri, kaj bo za ta čas epidemije zamrznjeno dejansko, kaj ta predlog zakona predvideva, kako na novo tolmači insolventnost in kako je z izvršbami v tem obdobju. Teki vseh rokov v vseh sodnih zadevah v tem trenutku ne tečejo, kar za izvršilne postopke pomeni, da če je vložena nova izvršba, se preko elektronskega portala lahko vloži, sodišče sklepa po vsej verjetnosti ne bo izdalo oziroma ga ne bo vročilo upniku. Kar se tiče tekočih postopkov izvršbe, se ti, bom rekel, ne bodo nadaljevali v smislu, da bi bili kakršnikoli sklepi ali pisanja ene ali druge stranke vročani strani sodišča strankam, kar pomeni, da je, bom rekel, postopek same izvršbe zamrznjen, dokler ne bo ta status epidemije v celoti zaključen. Zdaj, kot jaz razumem to situacijo, v kateri smo se vsi znašli prvič, v primerih, če bi izvršilni postopek bil v teku in bi bila izvršba pravnomočna, se pravi, da bi
nek dolg zoper podjetje bil pravnomočno ugotovljen in bi bila izvršba, tako imenovana, že na banki, pa je moje mnenje, da bo banka še vedno te sklepe, pravnomočne sklepe o izvršbi izvrševala, kar pomeni, da podjetje, ki je dolžnik in bo imelo določena denarna sredstva na svojem transakcijskem računu, jih banka na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi lahko zarubi. Kot si vprašala, Mira, lahko to bistveno vpliva na samo insolventnost, ker kar naenkrat zaradi določene izvršbe, ki bi jo banka izvršila, podjetje ne bo več plačilno sposobno, in bi to lahko vplivalo tudi na obveznosti podjetja iz naslova postopkov zaradi insolventnosti. Glede na veljavno zakonodajo in tudi glede na predlog drugega svežnja proti koronavirusnih ukrepov, pa se postopki v času obdobja epidemije zaradi insolventnosti ne bodo izvrševali oziroma pač ne bo potrebno sprejeti vseh ukrepov zaradi insolventnosti v tem časovnem obdobju. Tako da bom rekel spet nek status quo, zamrznjeno stanje, dokler ne bo tega obdobja konec. Kaj pa, zdaj, to je spet neka nova okoliščina, ravno dobro smo se navadili na izvršbe, pa da rečem to neko plačilno higieno. Kaj je na svet? Zdaj izgubljamo tudi ta inštrument na izvršbo, kot podjetniki, da govorim v prvem imenu. Na strani upnikov, na strani dolžnikov. Ja, dobro, na strani obeh stranih koncev. Kaj je nadomestilo temu, če bo to dolgo trajalo? Kaj je lahko scenarij države na dolgi rok? Res nek jamstven sklad, ki bo te terjatve odkupoval, a smo, ta zakonodaja pa še nikjer ni. Imamo spet slabo banko. Kako vidva vidita to? To ne mogoče ti pa še leš. Ja, jaz vidim zadevo tako, da ta pravi problemi se bodo v gospodarstvu šele pojavili v smislu, da zdaj bomo rešili plače, pa bomo recimo preživetje eksistenčno zaposlenih rešili. To, kar mene v bistvu kot podjetnika pa recimo skrbi, je to, da se bo plačilni promet, da se bo plačila zaustavila in bodo podjetja nesposobna na nek način izvrševati plačila in zagotavljati sebi likvidnost. Tu banke bodo zaostrile verjetno politiko odobravanja kreditov in tukaj pričakujem v naslednjih ukrepih, da bo država na nek način to likvidnost pospeševala. Več možnosti je, kako bo to delala. Ena je, da bo prek SID banke in SPS-ov neka likvidnostne kredite, za katere bodo pogoji morali biti milejši, drugačni in tako naprej, pod katerimi bodo podjetja prihajali do teh kreditov. Druga opcija se nekako napoveduje, da bo TB postal na neke vrste družba, ki bo lahko odkupovala terjatve od slovenskih podjetij, kar pomeni, da bo nekdo prodal terjatve od DUTB-ju in bo dobil denar in bo sebi izboljšal likvidnost. Mogoče še kakšen drug inštrument, ki ga bo vlada v nekem tretjem paketu, ki ga jaz pričakujem, sprejela. Seveda so to zdaj vse špekulacije in ugibanja, ker ne vemo, ampak vemo pa zagotovo to, da bo likvidnostni krč velik in da bo to, tudi če epidemija jutri preneha, bo to eden večjih izzivov v gospodarstvu prihodnje. Se strinjam. Aleš, tvoje mnenje? Jaz se s Tonetom strinjam popolnoma, zdaj mogoče bi ga dopolnil z vidika ukrepov, ki bi jih država utegnila sprejeti in omogočiti podjetje, predvsem poroštva SID banke ali pa celo državna poroštva za stimuliranje kreditiranja podjetij strani poslovnih bank. Še vedno je moje mnenje, da bodo poslovne banke tiste, ki bodo v glavnem izvrševale to kreditiranje in pomagala podjetjem pri likvidnosti. Država bo pa kot porok ali pa z nekimi zavarovanji državnih, paradržavnih institucij, bom rekel, spodbudila to kreditiranje in omogočila izhod iz tega likvidnostnega krča. Se pa strinjam s Tonetom, da pravi izzivi za podjetnike šele prihajajo, ker tudi vsi ukrepi, ki smo jim priča do zdaj, so bili usmerjeni v kratkoročne ukrepe za zagotavljanje preživetja prebivalstva.
Zdaj podjetja, ki omogočajo nam vsem preživetje in delovanje v širši družbeni skupnosti, bodo pa šele v drugem koraku tista, ki jih bo potrebno reševati. Ne? In jaz mislim, da večina teh ukrepov nas šele čaka. Ja, se absolutno strinjam z vama in upam, da imamo tako pametno in modro vlado in njihove svetovalce, da bodo to tudi, da že pripravljajo. Mogoče vseeno še kakšno zaključno, malo bolj optimistično misel z vajine strani? Ja, jaz sem optimist, seveda že po naravi in vedno bom optimist. Kar jaz vidim v tej krizi, v tej situaciji, je to, da je potrebno razmišljati, kaj pa lahko pozitivno iz tega potegnemo. Veliko se moramo obrniti vase, iskati neke notranje rezerve. Zdaj smo v zadnjem mesecu dni spremenili verjetno vsi svoje poslovne modele, že to, da smo kar naenkrat doma, da so sodelavci doma, da smo morali se navaditi na tele video konferenčne klice in tako naprej, omogočajo, da bomo prestopili ene okvirje razmišljanja in tisti, ki bodo to uspeli, bodo lahko v prihodnje tudi bolj uspešni. Tako da, ja, seveda skrbeti moramo za svoje zaposlene, skrbeti moramo za svoja podjetja, da bomo preživela, vendar iščimo stvari, na podlagi katerih bomo jutri še močnejši. In jaz verjamem, da mi vsi to nosimo v sebi, vsak podjetnik to nosi v sebi, samo najti mora zdaj. In samo modro in pogumno naprej. Odlično, hvala ti. Aleš, ti jaz bi k temu dodal samo to, da naj se ne prenaglimo pri kakršnem koli ukrepanju, ki se ga bomo lotili. Potrebno je, bom rekel, vsako ravnanje, vsako dejanje najprej dobro premisliti, šele potem, bom rekel, ukrepati ali pa ravnati na način, predvsem, da bomo dolgoročno čim bolj, bom rekel, celi in zdravi šli iz te krize. Predvsem uporabljamo zdravo kmečko pamet. Zdravo kmečko pametjo se je rešilo mnogo takih in drugačnih problemov, tako življenjskih kot podjetniških. To pa jaz verjamem, da podjetnikom ne primanjkuje in sem tudi zaradi tega optimist in že enkrat sem napisala, da če za kaj sem optimist, sem zaradi podjetnikov in zaradi tudi SID-a, ki je ta, ki jih povezuje, oziroma nas povezuje. Še enkrat bi se SID-u zahvalila za možnost, da smo na tem webinarju širili naše znanje na temo mega zakon in ukrepi, kakor smo poimenovali. Vsi člani SID-a, oziroma vsi podjetniki zelo lepo vabljeni, da preko maila naslovite vprašanje na katerokoli temo vas zanima v teh časih, predvsem pa osredotočeno na zakonodajo, ki se sprejema te dni. Naslov je sos@sid.si. Tone Dolenšek, strokovnjak s Finservisa na področju finančno-računovodskih tem, Aleš Melihan kot odvetnik v odvetniški družbi FMMS in jaz kot mentorica na SID-u vam bomo skušali čim prej in čim bolje odgovoriti. Strokovnjake glede na vaše teme in izhodišča bomo tudi dodajali, tako da upam, da tudi ta SOS mail zaživi. Tudi vprašanja, na katere nismo zdaj uspeli danes odgovoriti, boste dobili pisne odgovore. Še enkrat hvala in imejte lep popoldan. Kakorkoli ga lahko preživite samo v svoji občini. Mislim, da so vse slovenske občine lepe, tako da nam ne bo hudega. Lepo bodite. Adijo. Adijo, hvala. Ja.